Živijo vsem in dobrodošli. Danes se bomo potopili v svet, ki je resnici na ljublo veliko več kot samo zabava. Pogledali bomo, kako se je igralstvo razvilo iz nečesa, kar smo imeli za preproste konzole, v nekaj povsem drugega. V osebne laboratorije za inženiring in uresničevanje sanj. In to kar v naših domovih. Ok, za začetek poglejmo eno samo številko, ki pa pove ogromno. Svetovni trg videoiger naj bi v letu 2024 dosegel vrednost, pazite to, $184 milijard. In da to postavimo v nek kontekst. To je več, kot sta vredni filmska in glasbena industrija. Skupaj. Ne govorimo več o niši, ampak o globalnem kulturnem in ekonomskem fenomenu. Ampak veste kaj? Prava zgodba se sploh ne skriva v denarju. Bistvo je v tem, kako je en preprost portal, ki se je odprl v naših dnevnih sobah, zavedno spremenil naše domove in tudi to, kako dojemamo svet. Vse se je tole začelo s to idejo portala. Igralna konzola pravzaprav nikoli ni bila samo kos plastike in elektronike, bila je prehod, vrata v nove, razborljive svetove. In ta evolucija se seveda ni zgodila kar čez noč. Poglejmo to potovanje. Leta 1970, čisti začetki, Pong, prvič smo dobili občutek, da lahko nekaj nadzorujemo na zaslonu. Potem pa skok v letu 1985, ko Nintendo odpre vrata v fantastična vesolja, kot je recimo Super Mario. To je spremenilo vse. Leta 1994 PlayStation prinese tretjo dimenzijo, z njo pa kompleksne čustvene zgodbe, ki so se nas res dotaknile. Leta 2001 Xbox Live poruši zidove dnevnih sob in portal razširi na cel svet. Vi leta 2006 naredi nekaj popolnoma norega. V igro vključi naša telesa, spravi nas s kavčev. Danes pa? Danes imamo konzole kot sta PS5 in Xbox, ki ponujajo skoraj trenuten dostop do svetov, ki so tako realistični, da jih včasih že težko ločimo od resničnosti. In ta portal, ni ostal omejen samo na en zaslon. Naše dnevne sobe so se iz preprostih prostorov preoblikovale v prave, sofisticirane poveljniške centre. In kar je pri tem res zanimivo je, kako vsi ti deli delujejo skupaj, kot nekakšna tehnološka simfonija. Ne gre več samo za konzolo pa televizor. Ne, govorimo o več monitorjih, ki razširijo naše vidno polje. O mehaničnih tipkovnicah, kjer vsak klik da občutek popolnega nadzora. O prostorskem zvoku, ki nam točno pove, iz katere smeri prihaja nevarnost. In celo o pametni razsvetljavi, ki celotno sobo obarva v barve dogajanja na zaslonu. To ni več igralni kotiček, to je kokpit. In ta poveljniški center je s časoma prerasel svojo prvotno funkcijo. Postal je veliko več. Postal je univerzalni umestnik za ustvarjanje, za delo in, kar je morda najpomembnejše, za druženje. Spomnimo se samo pandemije. Ti prostori so postali naši družabni centri. Virtualni koncerti v Fortniteu, celo poroke v Animal Crossingu. To je samo dokaz, da človeška potreba po povezovanju vedno najde pot. In to nas pripelje do ene res osupljeve primerjave. Igralni pogoni, kot je recimo Unreal Engine 5, danes omogočajo ustvarjanje svetov, ki so tako realistični, da se lahko kosajajo s tematskimi parki, kot jih gradi Disney. Ampak poglejmo razliko. Fizični park je omejen s fiziko, stroški. Digitalni svet pa je praktično neskončen in dostopen iz udobja doma. Ampak kaj se zgodi, ko nam samo raziskovanje teh digitalnih svetov ni več dovolj, ko jih nočemo več samo igrati, ampak jih hočemo tudi ustvarjati? No, tukaj se zgodba obrne. Iz pasivnega opazovalca se prelevimo v aktivnega ustvarjalca. Naši domovi postajajo laboratoriji za sanje. Kaj pa, če nismo več samo igralci? To vprašanje je ključno. Popolnoma spremeni perspektivo. Spoznajmo novo generacijo ustvarjalcev. Tem lahko rečemo kar novi imaginary. Ljudje, kot je James Hobson, morda bolj znan kot Hacksmith, v svoji delavnici spreminja znanstveno fantastiko v delujočo tehnologijo. Njegov svetlobni meč ni rekvizit, ampak naprava, ki dejansko reže kovino. Ali pa poglejmo Colina Furza, garažni izumitelj, ki je zgradil reaktivne kolesa, sistem predorov pod svojo hišo in, celo delujočega 88 hodca iz Vojne zvezd. To so ljudje, ki so navdih iz iger in filmov prenesli v resnični svet. In to je morda najbolj pomembna stvar pri vsem tem. Ta prehod od igralca k ustvarjalcu ni več rezerviran za velike studije z ogromnimi proračuni. Orodja za takšno ustvarjanje so dostopnejša kot kadarkoli prej. Zmogljiv računalnik, ki ga mnogi že imajo, 3D tiskalnik, ki stane manj kot nov telefon in brezplačna programska oprema, kot je Blender, vse to je demokratiziralo inovacije. Vsakomur omogoča, da svoje najbolj nore ideje preizkusi in jih spremeni v nekaj otipljivega.
In če združimo vse te trende, ki jih vidimo danes, in jih potegnemo v prihodnost, no, potem se pred nami izriše svet, kjer se digitalna in fizična resničnost popolnoma zlijeta. To je naslednja meja. Samo predstavljajte si, nevronski vmesniki, s katerimi bomo lajke v igrah upravljali kar z mislimi. Svetovi, ki jih bo sproti ustvarjala umetna inteligenca, kar pomeni, da nobena izkušnja ne bo enaka. Pametni domovi, kjer bo eksplozija v igri dejansko zatresla kavč v dnevni sobi. Ali pa hologrami, ki bodo dnevno sobo v trenutku spremenili v atrakcijo iz zabaviščnega parka. Seveda pa, taka prihodnost prinaša tudi, kar nekaj resnih izzivov, o katerih moramo razmišljati že zdaj. Recimo zasebnost. Kdo bo lastnik podatkov, ki prihajajo neposredno iz naših misli? Nevarnost odvisnosti, ko virtualni svet postane bolj privlačen od resničnega. In pa seveda ogromen okoljski vpliv podatkovnih centrov, ki vse to poganjajo. To so vprašanja, s katerimi se bomo kot družba morali soočiti. Torej, portal je odprt, začelo se je s preprostim zaslonom, danes pa imamo pred sabo celoten ekosistem za ustvarjanje. Naši domovi postajajo laboratoriji prihodnosti. Vprašanje, ki ostaja odprto za vse nas, pa je, kam bomo stopili naprej.